Na Univerzi v Mariboru je magistrirala Tess Kovačević. Slovensko znanost je obogatila z raziskavo o kreativnosti in verbalnih sposobnostih slišečih odraslih otrok iz gluhih družin. Do raziskovalnega področja ni prišla po naključju, saj si želi delati z gluhimi otroki. Poslanstva se je lotila odgovorno, saj je najprej končala šolo za tolmače, manjka ji le še zaključni izpit. Pri raziskovanju je iskala odgovor na vprašanje, ali odraščanje v okolju s pretežno komunikacijo v znakovnem jeziku vpliva na ustvarjalnost in verbalno sposobnost slišečih. Izsledki študije, v kateri je sodelovalo 58 odraslih oseb, 29 jih ima gluhe starše, 29 pa slišeče, kažejo, da so posamezniki s slišečimi starši dosegali višje rezultate na testih ustvarjalnosti kot posamezniki z gluhimi starši. Ugotovila je tudi, da so posamezniki s starši s težjo izgubo sluha na testu ustvarjalnosti dosegali višje rezultate od posameznikov s starši z blažjo izgubo sluha. Predvidevamo, da so imeli posamezniki, ki so imeli starše z težjo izgubo sluha, so ti starši se bolj opirali na kretnjo in ne toliko na govor. In zato je bila tudi njihova kretnja bolj tekoča, bolj močna. In po preteklih raziskavah dejansko vemo, da bolj močna kretnja se kaže v boljšem osvajanju govora. Se pravi, je podpora pri učenju govora. In morda so ti posamezniki, katerih starši so imeli močno kretnjo in so sami potem imeli močno kretnjo, se tudi lažje potem učili slovenščine in usvojili višji nivo razumevanja slovenščine in se je potem to kazalo v višjih rezultatih. Predvidevamo, da zaradi tega, ker se starši, ki so naglušni, opirajo tako na govor kot na znakovni jezik. In nič od tega ni zelo močno. Se pravi, govor je koliko toliko šibak, enako kretnja, in en drugega podpirata, ampak nič pa ni dovolj samostojno, nič ni samo od sebe dovolj močno in potem tudi otroci ne prevzamejo dovolj močne kretnje, hkrati pa se tudi ne naučijo govora dovolj dobro in je potem posledica rezultati, ki so slabši, predvsem v nalogah, ki zahtevajo besedne odgovore. Žal je stigmatizacija gluhote še vedno zelo prisotna, saj so mnogi posamezniki iz ciljne populacije odklonili sodelovanje s pojasnilom, da ne želijo imeti nikakršnega stika z gluho skupnostjo in kulturo. Uporabnost raziskave pa psihologinja vidi predvsem v bolj pozornem spremljanju slišečih otrok gluhih staršev in v zgodnji pedagoški intervenciji, da se morebiten zaostanek čim prej nadoknadi. Ključno je, da otroci čim več berejo. Najbolj relevantno se kot družba lahko odzovemo, če z raziskovanjem nadaljujemo. Rabimo informacije, da če se kažejo neki zaostanki v tej populaciji, da jim lahko kot družba priskočimo na pomoč pa jim pomagamo nadoknaditi ta zaostanek.